En lep pozdrav, danes smo 23. septembra, pred 84 leti, 1939. leta je umrl, sem si ga narisal, Sigmund Freud. Tako rekoč njemu na čast bom posnel danes tale video, tudi tamle vzad imam narisanega nad unimi rdečimi štikli. Zaradi Freuda snemam tale video. Moralna dolžnost moja je, da interveniram v tolo borbo med psihiatri in psihoterapevti okrog tega zakona o psihoterapiji. Pa ne zato, ker se tudi jaz ukvarjam s psihoterapijo. Tamle so moji pacienti oziroma klienti, stranke, ljudje s težavami, tisti, ki rabijo drugo mnenje, nasvet. Večina jih pride v Trbovlje, tu in tam sem pa tudi v Ljubljani, kjer imam pisarno, kadar snimam Faktor. Naslednji teden, sreda, četrtek, sem v Ljubljani in spotoma se razdajam za tiste, ki pač ne morejo priti v Trbovlje, pa so z Ljubljane. Gledal sem to Tarčo. Mislim, mene je groza, kako nič ne vedo tisti, ki o tem razpravljajo, pa bi morali vedeti. Torej ne vsi, da nič ne vedo, ampak nekaj je takih, ki bi morali vsaj toliko vedeti, da bi lahko diskutirali. Ne, da so tam zato, da se prerekajo, da zagovarjajo neko mnenje svoje branže, pa naj gre to za psihoterapevte na eni strani ali pa na drugi strani za psihiatre, tudi klinične psihologe. To je drugi pol. Najbolj alergičen sem na pedopsihiatre, ki absolutno konceptualno napačno motrijo težave otrok. Tudi jaz imam tele otroke, skupaj s starši. In starše moram jaz podučiti, kako in kaj naj zavzamejo vzgojnega v odnosu do svojih otrok, ki imajo takšne in drugačne težave. Starše inštruiram. Zdaj pa tale slovenska psihoterapevtska in psihiatrično-klinično-psihološka stroka je v eni strašanski zagati. Mi namreč imamo zakon o mentalnem zdravju oziroma o duševnem zdravju, ki ga bi bilo treba spremeniti, če bi psihoterapevti prišli do besede, in v tem kontekstu imajo psihoterapevti prav, ne pa psihiatri. In zdaj ta zakon o duševnem zdravju sem jaz kar naštudiral, mislim, je kakršen je, boljše, da je, kot da ga ni. Kupica enih pomanjkljivosti ali pa ne konceptualnih nepravilnosti v tem zakonu. Recimo, če bi bil ta zakon bolj dosleden, malo bolj tudi rigorozen, pogosto meni ne bi bilo treba govoriti v času COVID krize, da bi bilo treba določene, jaz mi rečem, COVID norce v red spraviti. Toliko teh, bi rekel, pacientov se je razgovorilo v času COVID krize in jaz sem jih tako rekoč na žaljiv način poskušal utišati. To, kar bi morali psihiatri narediti. Od pojočega majorja Trohe do ene Saše Petek. Psihiatri bi morali to narediti z nekim ukrepanjem. Po zakonu o duševnem zdravju. Pa se to ni dogajalo. Zdaj bi pa prišel na neke moje iztočnice, ki sem jih zastavil, pač glede na tolo Tarčo, ki je bila v četrtek, danes je sobota, kot sem rekel, 23. september. Če bi bil jaz gost v tej Tarči, bi se govorilo o pravih stvareh. Tako pa, mislim, ne da bi se jaz silil, pa da
da poskušam doseči, da bi psihoterapeuti prišli do besede tudi v zakonskem smislu, da se to vzpostavi kot poklic. Ne zlijam vodo na svoj mlin, ker jaz po izobrazbi nisem psihoterapeut, nikoli ne bom. Če bi bil, bi mi oprali možgane in bi bil slabši. Se pravi, jaz se ne borim za psihoterapeute, zato da sebi omogočim ne vem kaj. Jaz ponosno delam iz etičnega imperativa, ker če ljudje pridejo k meni, pa mi povejo, kako se licencirani psihoterapeuti lotevajo njih, pa imajo ne vem kakšne licence, psihoanalizo Lakanovske šole iz Francije. Človek pride k meni, 2 leti sem hodil k tej pa tej osebi, ki ima certifikat, in jaz vas navdušen vprašam, je rekel, baba nima pojma. Takole mi je rekel, vam ni niti do podplatov, kaj šele do kolen. Pa se ne hecam, pa nam povedal, kjera je bila, da ne bo tukaj neke užaljenosti. Tako kot je Lacan delal, se dan danes ne dela. Tako kot je Freud delal, se dan danes ne dela. Ker danes vemo bistveno več. Danes znamo brati simptome. Danes znamo vprašati pacienta, klienta, osebo, prava vprašanja. Znamo vrtati v otroštvu, dobimo podatke iz otroštva, iz primarne družine, kaj se je tam dogajalo. Znamo vprašati, ali se vam je slučajno dogajala spolna zloraba, recimo ženski, ki je popolnoma izgubljena v sex life-u. Znamo vprašati, kako pa seks zgleda. In ko pove, kako zgleda, vi ste bili spolno zlorabljeni. Se ne spomnim. Bom s hipnozo to najdel v 5 minutah. Tega Freud ni znal. Danes se ne dela 2-krat na dan, 4-krat, 5-krat na teden, ampak se to pospešeno dela, ker imamo novosti v pristopih take, da pohitrimo, pospešimo psihoanalitični pristop, ki ni pristop skozi proste asociacije, ampak čist na drug način iščemo podatke iz nezavednega, iz potlačitev, iz otroštva, ki botrujejo nekim psihičnim motnjam, zdrsom, čudnim občutkom. Zdaj, če bi jaz hodil na univerzo Sigmunda Freuda, pojma ne bi vedel. Nič ne bi vedel o tem, pa se ta univerza kar popravlja. Zdaj, če omenim to Tarčo, Miran Možina je bil tam svetli moment, vsej tej paleti, tistih gostov, to, kar sem gledal, rekel, same babe, pa en petelin, je kikirikal in je prav kikirikal, pa ga nimam rad, ker dela ena stvari narobe, po mojem videnju, tam so bile tam ena skrajno levo, pa skrajno desno, sorry, da moram to reči, so bile brez veze tam, ena je bila osladna ko pocukrana baklava, Katja Knez Steinbuch, pa bom povedal, da je to ta, prišla not zaradi svojega deca, sorry, ker moram to povedati tam na Twitterju, imam na blogu, Anita Agolin je bila pa ko fikus tam, bo pa malo pojokala in bo vse lepo. Ni bilo prav, zasedba ni bila prav, tam bi jaz mogel biti. So mi rekli, pa so mi tweetali, pa zasebna sporočila, jaz imam ena znanja in vsekam po psihiatrih, ki rabijo zaušnico, ker so v popolni konceptualni zablodi, kar se tiče zdravljenja, psihoterapeuti, vključno z univerzo Sigmunda Freuda, ki se je popravila, so pa tudi tam, kako ne rečem, mislim, polovica tam študentov, so v resnici pacienti. Oni grejo tja sebe zdraviti, do znarja plačajo in so tam diagnoza, psihoterapeut, pacient. Pa začnejo pri 23 letih zdraviti z besedo. Po 40 letu lahko človek postane psihoterapeut, ker že malo ve, zakaj se gre v tem življenju. Psihiatri pa tam sam tablete. Se sploh pogovarjati ne znajo, pojma nimajo, kaj je to Oedipov kompleks. Kategorija nezavednega je neznanka, tako rekoč. Čeprav, ta znameniti intervju, ki je dvignil toliko prahu, Sana Dobnik Čoderl, pa ta je, mislim, karateistka, tam nekih na evropskih prvenstvih se je pretepala. To ženska, če je normalna, se ne pretepa. Ni karateistka, ampak je kvečemo, ritmičarka, plesavka, ne pa karateistka.
No, ta je tam govorila in zlivala vodo na mlin psihiatrom, pa kliničnim psihologom. Eno predavanje sem poslušal njeno o tipu navezanosti otroka na mamico, ne? Johna Bowleya, teorija attachment, pa Mary Ainsworth, ne? Super, fantastično je govorila, smislu, da to vlada samo tale, kaj že, Kuljiš, Hrvat, ne? Ne, to ta Sana Dobnik Čoderl obvlada. Samo ona je tam bila na tem intervjuju samo zato, da je ustoličevala poglede na psihoterapeutiko, torej na mentalno zdravje skozi optiko kliničnih psihologov in psihiatrov. Ne? Tam je bila tam kot nek tvorni agent, nekih ideoloških pogledov na koncept psihičnega predrugačenja človeka, pa psihičnega zdravljenja, ne? Češ, da to zdaj mora pa medicina, pa zdravstvo. Ne, ni res. Freud je rekel, da je psihoterapeut lahko vsak, ni nujni pogoj, da je medicinec, da bi bil recimo psihiater. Freud sploh ni bil psihiater, on je bil neurolog, on je tiste obloustke seciral, ne, živce tam štev po žabah. Ne, in če ne bi zajadral v zdravljenje z besedo, pravijo nekateri, da bi mogoče bil je blizu za odkritje nevrona celice, ne, da bi dobil lahko Nobelovo nagrado iz polja nevrologije, ne, ki je zopet konceptualna zabloda pri razumevanju psihičnega patosa. In Freud je to zvedel, ko se je pogovarjal torej s pacientkami, z Breuerjem, pa kot je videl Charcoja, kako se s histerijo loteva pacientk, kako s hipnozo vsi simptomi zginejo, ne? Pa je pa ugotovil, da je ta talking cure, kot je rekla Anna O. Berta Poppenheim, da je to boljš kot kjerokoli zdravilo, ki vpliva na sinapse. Predrugačiti je treba misel in to z besedo, ne? Potem se je pa istega leta kot Freud, 1856, da se je rodil nek ambiciozni, bi rekel, netalentirani Emil Kraepelin, tako rekoč pionir psihiatrije, ne? Oni so, psihiatri so nasledniki Emila Kraepelina, ta je pa brskal po možganih. Človek je hotel odpreti lobanjo, pa not gledati, kaj je narobe noter. To je tako, kot če bi recimo imeli, ne vem, pokvarjen računalnik, virus noter in pa pride mojster s šraufencigarjem, odpre, gleda motherboard, tam brska po ne vem čem, povezil spajkalnik, lupo pa gleda, ne. To hočejo psihiatri delati. Potem pa pride softverski mojster, pa da disketo noter, pride v RAM noter, v BIOS, ne, antivirusni program spusti, ne, in softversko popravi napako v računalniku. Softversko, se pravi s psihoterapijo, s talking curom, je treba zdraviti psihični patos. In to delajo psihoterapeuti, če tudi so šolani na univerzi Sigmunda Freuda, tudi na oddelku za psihologijo, klinični psihologi, ne, ali pa na teološki fakulteti in še nekaterih fakultetah, tudi na fakulteti za socialno delo, o katerih nimam dobre besede, ne, ker tam je vse zmešano, ne, ker samo en feminizem tam domuje. Čeprav te fakultete za socialno delo, oni so tam nekje, kjer v tistih lobih psihiatrov pa kliničnih psihologov so pritegnjeni, ne. Na drugi strani je pa konzervativni del, jaz sem hodil po teh seminarjih, ne, teološka fakulteta ima zelo dobre seminarje. Jaz sem odštel, ne vem, 200-300 evrov, sem 2-3 dni šel poslušati, da vidim, kdo kaj ve. Sem šel gor na Roglo, sem šel na psihiatrični kongres, ne, teologe poslušati, vse sem poslušal. Pa teološka fakulteta je še najboljša, ne, čeprav, ne, ko se ukvarjajo s spolnimi zlorabami, psihiatri šopajo te ženske s tableti, z antipsihotiki, z antidepresivi, anksiolitiki. Na teološki fakulteti pa pride ta mož in žena in se pogovarjajo o seksu. Sem rekel, na teh
seminarjih, sem rekel, čakajte malo, to pa narobe delate. Vi morate se žensko 1 na 1 pogovarjati. Ne, da je še mož tam zraven. Moža, kvečemo seznanite, da ima njegova žena probleme, ker je bila spolno zlorabljena. To se moža da seznaniti. Ne da moža jemljete na terapijo. 1 na 1 je treba z besedo pozdraviti, predrugačiti spolno zlorabljeno žensko, ki ima probleme z moškimi oziroma v seksu. Ne? Na teološki fakulteti imajo pa družinsko terapijo in spolno zlorabo hočejo sanirati v sklopu družinske terapije, ker za drugo niso licencirani. Ne s tableti, ne v družinskem pogovoru, tam zakonska družinska terapija, ampak 1 na 1 je treba to pozdraviti oziroma predrugačiti, ker spolno zlorabljene ženske niso bolane, ampak imajo neko motnjo, ne, ki se da omiliti, ublažiti ali celo predrugačiti v znosnost. Ne? In to se recimo jaz kot psihoanalitik, ne, ki ne delam tako kot Freud, seveda ne, ampak konceptualno gledam na psihopatos, psihoanalitično, jaz to znam. In jaz 10-krat prej bolj učinkovito to naredim, brez kakršnih koli licenc, brez tabletov, kot to naredijo ali psihiatrik, sam šopajo s tableti, ne vem točno, kako delajo psihično, torej klinični psihologi ali pa te na teološki fakulteti, ko včasih sem tudi to slišal, da je treba moliti. Ne, ni treba moliti. Ne. Treba priti do uvida v jedro psihičnega patosa, tako rekoč. Ne. In uvid pomaga predrugačiti občutke. Ne. Simptom izgine. Ne. Če pa vztraja, pa pomeni, da ni bila enkratna, dvakratna, trikratna spolna zloraba, ampak je bilo obdobje parih mesecev ali pa let spolne zlorabe. To pa ne moreš potem terapirati. Ne. In zdaj, da bi kdo kaj vedel. Jaz sem imel, ne vem, en psihiater, ne bom povedal kdo, ali mi jo je preposlal, ali je sama prišla, v glavnem, ki sem ga videl, sem rekel, ti poslušaj, veš, unok sem jo poslal. Lega, ne jo šopati s tableti. Z besedo jo moraš, jaz sem shipnotiziral in ji najdem spolno zlorabo. Rekel, mene to nič ne zanima, jaz si sam tablete dam. 10 minut imam cajta. Ne more se tako lotevati ranjenih duš s tableti, z 10-minutnim pogovarjanjem, pa še pogovarjanje, ki nima veze s temo, ki bi se morala tematizirati na pogovoru psihoterapevtskem. Psihiatri se ne znajo pogovarjati, večinoma se ne znajo pogovarjati, oni te sam zasvinjajo sinapse, pobuč s tableti in pa se babe zredijo, so debele ko svinje, zdaj se pa pokaž decu s 100 kilami, se ne da, pa imej pohoto, se ne da, ker ti libido zacvre, orgazma ne moš več doživljati, zakoni crkujejo na račun psihiatrije. In zdaj naj bom pa jaz tiho, ne? Moralno prav je, da spregovorim, ker sem bil jezen, ker sem to tarčo poslušal. Zanj sta bila Možina pa Mojca Zvezdana Drnovšek, ki sem jo že tudi parkrat napičil, tako kot Možino. Ampak sta znosno govorila, Mojca Zvezdana Drnovšek je tam Ministrstvo za zdravje, ne, ona ve, da se je treba pogovarjati. Ni čist na strani psihiatrije, pa je psihiatrinja, tudi Možina je psihiater, ne, ampak je tudi psihoterapeut. Ne, čeprav, ne. Tale Miran je rekel, da najboljši tandem za vzgojo otrok sta 2 mami. Ja, bože, Freud, 5 ven z groba, pa mu 2 okoli 6 ne. Najboljši tandem za vzgojo 2 mami. Zakaj je to rekel? Zato, da uri tle z unem, Legebitrovcem, pa levi scenik ima vse pod kontrolo, ne. Zdaj se pa borili za svojo univerzo Sigmunda Freuda za denar, pa da bojo njegovi študenti imeli poklic. Ne. Mislim, vse zdaj prav govori. Tudi Oravec, Robert Oravec, ta je tudi en čuden petelin, ne. Tudi ta prav govori, pa mi ni blizu. Ne. Se pravi, univerza Sigmunda Freuda, teološka fakulteta. In tisti, ki usposabljajo naknadno ljudi, da so psihoterapeuti, so bolj prav v tem sporu okrog zakona o psihoterapiji, kot psihiatri in klinični psihologi, pa še ki so socialni delavci, ki tudi nekaj smejo delati iz fakultete za socialno delo.
Tale tarča je bila koristna, ne. Mislim, Eriko Žnidaršič sem jaz kritiziral, ker je bila politično opredeljena, zdaj pa kar dosti korektno vodila, čeprav, ne, se je videlo, že skozi intervju s to Sano Dobnik Čoderl, ne, da je RTV na strani psihiatrov. Ne. Jaz, če bi bilo po moje, v trenutku ukinem oddelek za psihiatrijo na medicinski fakulteti, ga ukinem takoj, psihiatrija je škodljiva, ker naredi več škode kot koristi. Sej je koristna za akutna psihotična stanja, pa kakšne bipolarne motnje, fazomanije, to se jim strga čist. Akutne depresije, tudi kakšne, OKM, če je prehuda motnja, obsesivno-kompulzivna motnja, je tudi treba malo zatučkati s tableti, potem je pa treba z besedo, s talking curom pristopiti in se pogovarjati. Tega psihiatri ne znajo, niso sposobljeni, razen če se ne doizobražujejo. Skratka, tale vojna med psihiatrijo kot konceptom in izobraževalnim modelom, domuje pa to na medicinski fakulteti, in psihoterapevtiko, to je evidentna vojna, ki jo nimamo samo mi, to imajo po celem svetu. Jaz zdaj poslušam Srbe, tam je krasna oddaja, dva psihiatra, celo Aleksandra Dimitrijeviča, psihoanalitika, ki ga jaz osebno spoštujem, ker ta pa šteka psihoanalizo, ne toliko kot psihoterapevtsko metodo, čeprav to on tako dela, jaz delam drugače, ampak on šteka Freuda, psihoanalizo propedeutično. Njega so gostili, vsi ti vrli psihiatri, ki šopajo že otroke s tableti. Pa tam se da pluralno pogovarjati. Tam imajo psihologe, vodajo psihoterapevte in psihiatri so tam. Srpska psihiatrija je 10-krat močnejša, zato je pri nam kot slovenska. Milivojević tako cenjen, čeprav tam Mila Alečkovič, te se je pa strgal čist, pa je nek in psiholog in psihiater, ampak ona je teorije zarote in je, po trbovsko rečeno, ausglajzala. Zdaj, Robert Tore, Hrvat, prej sem omenil Tomislava Kuljiša, ta je dober v teoriji navezanosti, psihoanalitično korektno gleda, na Boblja, Mary Ainsworth je navezan. Robert Tore, žal je par let nazaj umrl, ta je pa psihiater, mislim, ta je pa dober. Pejte na YouTube pa poslušajte. V tem kontekstu dajem pa plus Robertu Oravcu, ker je na enem od intervjujev rekel, povzel je Roberta Toreja in povedal, kaj je zdaj to antipsihiatrija, kako je psihiatrija kot koncept škodljiva. Psihiatri absolutno nič ne vedo. Kako kemija, ki jo požrejo, učinkuje na sinapse. Kako to učinkuje na strukturo mišljenja, kako učinkuje na nezavedno, na simbolne procese. Psihiatri absolutno nič ne vedo, na pobudo farmacevtske industrije samo dajejo tableti in hodijo na razna križarjenja po svetu, na izobraževanja, podpirajo jih finančno, in se jim to obrestuje. Robert Tore je pa Bob rekel, ko sem pa jaz njega poslušal na par predavanjih na YouTubu, si rekel, to je pa car. In pa vidim, parto je umrl. Premlad, 50 let star. Skratka, v celi zgodbi, v tem kontekstu, če zdaj vi mene kaj spoštujete, vam povem, da imajo psihoterapeuti Miran Možina in Univerza Sigmunda Freuda in Teološka fakulteta imajo prav. Če že jaz nisem bil v tej tarči, bi moral biti saj dekan Teološke fakultete, Kristjan Gostečnik, ali pa še eden, ki ga osebno bolj štekam oziroma cenim, sam ni toliko testosteronski, ker se mi zdi samo zjebali psiho oziroma zdravje. Robert Cvetek, ta tudi šteka. Pa tudi zakonca Erzar, Lija Katarina Kompan Erzar, pa Tomaž Erzar, sta močnejša v kontekstu poznavanja človekove duševnosti kot kupica enih psihiatrov, ki tam šopa dnevno že otroke
s tableti, mislim, otroke, mladostnike. Skratka, poudaril sem, da je RTV preveč na strani psihiatrije, ne, uradna univerza Ljubljanska ima medicinsko fakulteto, tam, ne vem, jaz sem se kregal s Petrom Preglom, Maja Rus Makovec, psihiatrija in psihoanaliza, Freud in psihiatrija. Mislim, jaz sem bil vljuden, jaz sem šel na medicinsko fakulteto, bil 2 uri tiho, poslušal onega nekega vajenca, asistenta Nejca Kikla, ki je še neko hipnozo omenjal, Lacanova psihoanalizo, potem pa neka psihiatrija. Mislim, psihiatrijo kot koncept je treba ukiniti, ker je škodljiv oziroma škodožen. Psihiatri so tisti, ki so še 10, 20, 30 let nazaj, tudi v Sloveniji. Tudi Metod Trobec je bil tega deležen. Paciente šopali z elektrošoki, res da v Zagrebu, ampak pošiljali so na elektrošoke. To je ta domena Emila Krepelina. Freud se je pa ukvarjal z zavozlano mislijo in vsi njegovi nasledniki, kako je misel zavozlana, nekako živčni transmitri učinkujejo, ne vem na kaj, na mislenje. Vse je rekel Freud. Mogoče bomo nekoč imeli tabletko, ki bo. Ne? To je bila retorična fraza. On je to izrekel malce nepremišljeno. Češ, da bomo nekoč pa mogoče s tableti. Ne, ni bil premišljen v smislu, da bi vedel, če mi požremo tisto tabletko, ki vpliva na prenašalce serotonina v možganskih oziroma živčnih sinapsah. To naredi stihijsko po celih možganih in potem so stranski učinki. In zdaj se ukvarjam s primerom punce, ki je prehitro zašla v travo in te omame pri 15 letih in potem je prišla v neko akutno fazo delirija oziroma halucinacij, takoj v bolnico, samo še kja v polje, Idrijo, pa sam davaj po siromaku, ne. S tableti v glavo in je bila kot zombi. Danes ne more brez tablet nič. Stranski učinek, samomorilne misli, punca se zbudi, sam na samomor tuhta. Zdaj pa kako je rekel Zančeden, psihiatr, iz šake tableta na ništa. Ne moreš, postopoma je treba. Se neko, ta mala, stara je 20 let zdaj. 5 dol s tablet, oziroma 5 psihiatrini, pa povej, da imaš neverjetno intenzivne samomorilne misli. Pa je pa šla, psihiatrija pa kar v polje, Idrijo, tam je že bila, ne? Tam se je pa sam zagiftala, da je bila kot zombi. Pa 15 kg se je zredila. Ne? Če masturbira, ne more doživeti orgazma. Nobene pohote nima. Kaj jo čaka? Invalidska penzija. To dela psihiatrija. Ne? Zdaj bom pa jaz neko moralno dolžnostjo intervenirati. Ne? Pa sem na robu zakona. Kaj če ta mala res naredi samomor? Sem se jo z njo pogovarjal, jaz sem se, in to pro bono. Mislim, ne? Je šla psihiatrini, ne, klinični psihologinji, ne bom povedal imena in priimka. Jo je poslala kar na psihiatrijo, je treba je to polje, Idrijo, tam, Brezje, ko je že tam gor, Begunje. Brezje se moli, Begunje pa psihiatrija, ali pa Ormož, ali pa Vojnik. To so te, rekel, koncentracijska taborišča za kaj je rekel tale Špruk, ko je Bartka, za borce. Tek so ukleščeni v koncept psihiatrija, in pere ne možgane, sinapse in zastruplja s tableti. Namesto, da bi se pogovarjalo. Sej ta z ministrstva, Mojca Zvezdana Drnovšek, ve, da je to približno tako. Samo eni točki pa treba imeti jajca. Ne bom rekel, da jih Možina ima, Miran Možina. On rešuje svoje paciente, oziroma paciente, dobro se zmotil, svoje študente, ki so pacienti, k sebe zdravijo. On bi rekel, obdržal koncesijo za to fakulteto, ki je franšiza Univerze Sigmunda Freuda iz Dunaja, nostrificirane ne vem kaj, diplome, tle pa ne smejo delati, ker to ne sme biti poklic. Hočejo psihiatri to doseči. Ne, prav je, da je psihoterapeut poklic, ampak ne prehitro, ne pri 25 letih, ko ne ve človek,
kako je treba živeti, pa že drugim soli pamet. Ko nima svojih otrok, pa tam neki se pametnega dela. To pa ne. Ampak vseeno, Univerza Sigmunda Freuda se je zdaj tako popravila, kljub temu, da ima profesorsko strukturo tako, da, ne, pa ste zdaj, mene kličejo, da se študenti učijo iz mojih podcastov pa telih videov, ker vse naučim tukaj. Tam pa oni certifikat dobijo. Ampak znanje od mene dobijo, ker tisti profesori tam so slabi. Ne vsi. Ne vsi. Tam bi se mogel potruditi. Da je profesor normalen, da pojma nima, ko je Oedipov kompleks pa predava. Mislim, se razpiznim, kaj v 3 dni, ne. Če se vrnem k tej Tarči, ne, tam je bil tudi Matjaž Lunaček, ne. Moj profesor, ne, psihiater. Ta pa šteka, ne, ta pa šteka. Ampak primerjava, da je psihoterapevt tako kot babica pri rojevanju, da če se pa zalomi, mora pa ginekolog priditi, ne, se pravi psihiater. To govori zato, ker je sam psihiater, ne. Niso vsi psihiatri toliko zverzirani v poznavanju duševnosti kot Matjaž Lunaček, ki pa je psihoanalitik, sam hod meni že cel življenje psihoterapijo nekam, ne, po modelu, tako je Freud svetoval, Ler analiza, učna analiza, pa tako naprej. Jaz na to ne hodim, ker sem imel preveč normalno otroštvo, družino primarno, da bi jaz rabo ne vem kaj, čeprav imam jaz svoja supervizijska svetovanja oziroma konzultacije, nekaj poznavalcev duševnosti zve za nekatere moje težke primere, zato da slišim drugo mnenje, ne. Pa da ne podležem kar tako kontratransferju, recimo, ne. Se pravi, Lunaček bi mogel biti gost, pa je bil tam na intervjuju, ne. Ta bi vedel, ampak ne vem, če bo ta upal po svojih psihiatrih vsekati. Pa vem, da je psihoanalitično izjemno močen, number one bi jaz rekel, če slučajno jaz nisem to, number one, njegov študent. Pa ok, tudi Bogdan Lešnik bi moral biti v tej oddaji. Ali pa kak moj sošolec, ki se Rajko piše, ne, Bojan Varjačič, psiholog, ki tudi psihoanalizo kuži, tudi ta bi lahko bil v tej oddaji. Ali pa njegova ruska žena, ali Ukrajinka, ko pa vem kaj že. Ne? Ker tisti, ki poznajo psihoanalizo, vedo, da je psihiatrija v konceptualni zablodi, ne? Da se ukvarja s sinapsami, gleda not v možgane, namesto da bi proučevala misel, zavozlanost misli, in zavozlanost gravitira v otroštvo. In misel ima še simbolno strukturo, ki je nezavedna. Ko bi se bilo treba lotevati vseh teh pacientov, ne? Pa ne znajo. In pa se jaz tlele, mislim, prav jezen sem na psihiatrijo, zato ker ima primat skozi psihiatrično, ameriško psihiatrično združenje, asociacijo, ima vpliv na DSM, Diagnostic Statistic Manual, pa BMK, to je tudi en statistični priročnik za diagnosticiranje. Zdaj že ena 5. verzija, če že ni 6. Tam je vse diagnoza. Požreš preveč zdrave hrane, že imaš ortoreksijo, bodybuilderi imajo bigoreksijo, pa je neka pregoreksija, to je za pregnant babek, se tam motnje hranjenja, malo drugače je, pa že ima diagnozo. Vse je diagnoza. In to so Američani naredili, zato ker tam s tem služijo. Kapitalizem ameriški je obseden, farmacevtska industrija išče tabletke, ker psihoterapija, to je pa treba plačati. Država pa nekako plača za en pogovor 45 minut $50 ali pa evrov. Ne? Skratka, jaz se tlele ven mečem, neki dajem od sebe na Freudov, ne praznik, ker je ta dan umrl, 23. septembra, ampak pravim, ne, zakon o duševnem zdravju se bo moral spremeniti, če bojo psihoterapevti dobili nekaj več besede v tem zakonu o psihoterapeutiki. Se bo treba tole malo zdaj zamisliti. Kakšen zakon so se psihiatri naredili in govorijo o psihiatričnih boleznih.
sem šel na en tečaj, 600 evrov sem plačal. Ma ne zato, da bi se kaj naučil, da vidim, kakšne neumnosti psihiatri govorijo. Sem rekel, čakajte malo, imate vi psihiatri svoje bolezni? Mislim, obstaja psihopatologija, ne, veda, ki proučuje patologijo, se pravi bolezenska stanja na psihi, tisti, ki se proučujejo psiho, so psihologi, ne, duševne bolezni so psihološko-duševne, niso psihiatrične bolezni, ker psihiatri nimajo nič bolezni, ne. Mislim, pa je debelo gledala tale, neka mlada predavateljica. Zakaj pa ste vi prišli? Zato, ker pišem knjigo, pa ste zdaj knjigo, Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. Sem rekel, jaz tukaj, da vidim, kakšne neumnosti vi, psihiatri, učite. 600 evrov sem plačal. Skratka, tale Krepelin je za vozu, ne, in ona slavnostno, Emil Krepelin je oče ali pa pionir psihiatrije, pa ta je največji zlo naredil. Tega so preganjali že za časa, ko je živel, in vse njegove učence, ker so se z elektrošoki življali nad pacienti, pa jim lobotomijo, odpirali lobanjo, pa noter s prstom iskali, pa štajnstvo noter, ki v možgane prebili možgansko dno, tle skozi nos, in so spreminjali možgane, krepelinovci. Zato sem mnenja, da je ta antipsihiatrija, ki imela svoje lovke, pozitivne lovke po celem svetu. Italija je prva, ki je ukinila psihiatrijo kot koncept. In so psihiatri tam pa bili brez dela. To tudi ne gre na tak način. Psihiatri se bojijo, če bomo rekonceptualizirali pogled na duševno zdravje, da bojo oni brez službe. Zdaj, da rečem, psihične bolezni bi morali biti psihične psilezni, ne pa bolezni. Mi imamo pa paradigmo medicine, ki se ukvarja z boleznijo telesa, prenešeno na možgane, ki je tudi nek organ v lobanji. Ampak misel je noter zavozlana. Misel je treba odvozlati, misel pozdraviti. Ampak ne skozi paradigmo medicine, se pravi s tableti nut na možgane. Ampak je treba softversko z besedo predrugačiti razmišljanje. Mi imamo pa te nevrologe, ki se šlepajo na psihiatrijo, oziroma psihiatri se šlepajo na nevrologijo. Zvezdan Pirtošek. Kakšne neumnosti ta Trobli, ali pa Gregor Majdič, ki je zdaj pa še rektor na biotehnični fakulteti ali biološki fakulteti, ko je tam biotehnični. Krtice, to so neki glodavci, se obnašajo tako pa tako, oksitocin je pomemben pri zaljubljanju. Pa zvestosti, na žvedeh to farmacevtska industrija, na glodavcih proučuje medikamente in potem dajo pa to ljudem. Pa glodavci nimajo Oedipovega kompleksa, nimajo potlačitev, ne znajo govoriti, ne znajo kompleksno misliti, živali ne znajo zavozlati misel, ki jo je treba odvozlati, da človek zgubi simptom. In takili predavajo, nevrologi, v belih haljah, in psihiatri se učijo od nevrologov. In potem išejo po glav noter, kot da bi v računalnik odpiral, pa tam šraufenciger, pa lot aparatom brskal po računalniku povezil, v motherboardu. Softversko je to treba narediti. Misel je treba odvozlati. Ne vem, kaj naj še povem. A moram še kaj povedati. Ko je psihiatrija je škodljiva, ker ubija nekatere paciente, ubija pod narekovajih. S tableti, motnje hranjenja, ki jih tudi jaz zdravim oziroma predrugačim. Najstnice tlele, starši mi pripeljejo, bruha, strada, jaz iščem od kje, zakaj, kako, in najdem primarno družino, ki je disfunkcionalna. Oče je zasral, ne mama. Od začetka so prvi psihoanalitiki pri motnjah hranjenja mamo okrivili, da je kriva. Zato, da se deklice prenažirajo ali pa so stradane. Ne, Foster je kriv. Kretenski ali pa odsoten.
Ker v oidipalni fazi se mora nekaj zgoditi med hčerko in njenim očetom. Hčerko kot nepenisno, vaginalno in penisnim bitjem. Neko libidinalno trgovanje na simbolno nezavedni ravni se mora zgoditi. Kje bojo to psihiatri vedeli? Veste, kaj delajo psihiatri? Anorektičarke, kako jih rešujejo? Za antipsihotiki, češ, da je punca nora, ker se vidi, da je predebela. In potem za antipsihotiki skušajo ne vem kaj oprati možgane. In potem iznižujejo libidinalno dotok energije in pojejo kot zombi. In mogoče celo kaj več poje, pa sonde jih kjer skozi nož dajejo na silo, kot nek srednješolci, ki ne znajo možganov vključiti, torej misel pametno, v predrugačenje razmišljanja, neke punce, ki ima motnje hranjenja. In ne brskajo v primarno družino, ampak s kemijo hočejo norost, imenovano anoreksija, pa bulimija, predrugačiti. Čez da so napačno vidijo sebe. Dajmo mi s antipsihotiki to predrugačiti. To dela psihiatrija kot zablodela, konceptualno zablodela metoda. Ne? Se pravi, mi moramo distinkcijo med možgani, sinapsami, živci in mislenjem narediti. In z mislenjem se ukvarjajo psihoterapeuti, z možgani, sinapsami, o katerih se nič ne ve, o tem pa razpravljajo nevrologi in psihiatri, bogovi v belem. In imajo monopol nad pacienti in jih pošiljajo predčasno invalidsko penzijo, motnje hranjenja s tableti. Zdaj bi, ne vem, koliko bi teh mladih narkomančkov, ko zapadejo v psihozo, jaz vem, kaj jih čaka. Je invalidska penzija, pa doživljenjsko bo na antipsihotikih. To se bo dogajalo. Joj, ne. Farmacevtski lobi obupno pritiskajo, obupno, na zdravnike oziroma zdravnike, na psihiatre, ki se sploh ne bi smelo reči zdravniki. Tableti absolutno nič ne zdravijo, samo blažijo simptome. Ja, mora zdravila jesti. Kakšna zdravila? Ti je zdravila 14 dni, pa zdrav. Antipsihotike moraš cel življenje žreti. Antidepresive po 6, 7, 8 let žrejo. Se odebeli na 100, 120 kil, sex life crkne, zakon propade, možje imajo ljubice. Ne? To delajo zdravila, ki nič ne zdravijo. In pa, da bi jaz recimo prišel na en kongres, pa te stvari tam povedal, ali pa še kaj doizobraževal, da kaj to je Oedipov kompleks, kako se naseli v človeka spolna želja, kaj v bistvu naredi spolna zloraba, kako zacvre, ne možgane, miselne sisteme, da bi jaz smel predavati. Lani so 2 konference odpadle, ker naj bi bil jaz predavatelj. Tisti predavatelj, ki ima najvišje ocene na temo, ki sem jo nameraval predavati, vzgojiteljem, defektologom. Odpadla je cela konferenca. Jaz bi mogel predavati na Rogli, na študijskih dnevih ali pa tam v Portorožu, kjer se te psihiatri dobivajo. Pa bi jim dal tinte pit, ne. Seminari, izobraževanja, pa eni in isti ljudje, ene in iste nebuloze govorijo. Kje bomo pol kam prišli? Pa imam še kaj zapovedati. Ok, sem rekel, psihoanaliza kot psihoterapevtska metoda, metoda prostih asociacij, analiza sanj, pa vse, kar je delal Freud, je zastarela. Jaz nikoli ne delam psihoanalitično, tako kot Freud. Pa tudi zdravim z besedo. S pridigo serviram uvid, pa ker imam status subjekta, ki ve, ker se zgodi ta hipni transfer, delam promeno na mozgu, simptom izgine. Utrdim s hipnozo, moj uvid serviram, če ne prime. Analiziram sanje. Ne pa, da čakam, ne vem, 1 leto, da se zgodi transfer, potem pa še 5 let pogovarjanja. To delajo psihoanalitiki po starih metodah, ali pa so delali. Pa to je predolgotrajno, to človek vrže stran 200.000 evrov. Jaz hočem to čim prej narediti, da človek ne bankrotira. Če ga enkrat vidim, pa zadnjič vidim, pa z mojim pogovarjanjem bilo to v redu.
da je to dobro za cel življenje, sem jaz največji zmagovalec, ne? Ker mu ni treba več k meni hoditi. Joj, to ne, ker danes imamo mi toliko dodatnega znanja. Profiliranje je mogoče, ne? Jo pogledam, cela potetovirana, jo kakšno otroštvo ste pa imeli, ja težek, ja kako je bilo pa z očetom pa z mamo, tole pa tole pa tole. Ja, so me dali v rejo za 1 leto. O, gotova. Nevaren tip navezanosti ste imeli. Ja, ko pa to pomeni, ja, da niste bili ljubljeni strani mamice. Vse to se da se s pogovarjanjem pospešeno pride do teh informacij in potem servirati uvid, ki naredi promeno na mozgu, na miselnih sistemih. To se naredi v, ne vem, 3 mesecih maksimalno, ne po 3 letih ali pa 10, kad dela psihoanaliza kot stara metoda zdravljenja z besedo, na kavču. Mislim, danes znamo simptome brati, ne? Profilirati na drug način, tega Freud ni znal. Njegovi nasledniki. Danes, recimo, če bi imeli metoda Tropca, on bi mogel doživljenjsko hoditi na psihoterapijo. Ne, ali pa Silva Pluta. Treba bi povedati, ko je pa mama naredila, žoga vam je prerezala, najraje na svetu ste imeli žogo, ona je pa žoga prerezala. No, smrt ste sovražili mamo, zdaj bi pa ženske pobijali. Ja, ne? In pa mogoče bi se zgodilo, da bi zaradi uvida, da črti ženske in uživa, ko ženske muči, ko jih ubija, samo zaradi mame, ta uvid teoretično predpostavlja, da je možno, da bi jeza do žensk zbledela, da bi bil tako rekoč ozdravljen oziroma predrugačen v kontekstu želje po ubijanju, pa mučenju, sadističnem izživljanju nad ženskam. Silvo Plut. Ali pa Kosta Kecmanović. Je njemu, ko bo zdaj on hodil doživljenjsko na terapijo, je treba se je poglobiti v njegove otroštvo, ja mamica ti je servirala varuške, si bil dojenček, mamica je delala kariero, ti pa nisi imel mamice skozi, zato si tistih 8 punčk pobil, pa enega fanta, pa onega varnostnika. In bi prišel tam malo do vida. Ta mal, ki še ni imel nadjaza, ni foter kriv, ker ga je naučil streljati. Ampak je kriva mama, ker jo ni bilo, takrat, ko bi on moral čutiti materino ljubezen. Ne? Freud tega ne bi vedel. In se bi drugače loteval enega mladostnika, ki, ne vem, je hotel biti tok pa tok punčk in se ga psihoterapira 10 let. Ne. To so hoteli z Edom Kemperjem, 6 let je bil v poboljševalnici, so mislili, da je zdrav. Ne, ni bil zdrav. Ne, ker je potem začel štoperka ubijati. Pri 16 je ubil dedka pa babico, potem štoperka, na koncu je pa mama ubil. Ker ga je mama zjebala, pa fotra ni imel. Hipokompleks ni razrešil, moralne razsodnosti ni imel. Danes vse vemo na tak način, zato lahko psihoterapija kot psihoanalitična koncipirana metoda. Psihoterapija lahko hitreje človeka predrugači. Ne pozdravi, zdravi se zlomljena noga. Psihe se ne zdravi, psiho se predrugači. In to ne morejo delati zdravniki v obliki psihiatrov, ampak psihoterapeuti, ki niso v belih haljah, ampak sedijo v stolu v pisarni, ne pa v ordinaciji, v bolnici. Pa se imajo pa, ti, ko grejo, tja sem bolan, je ko si pa bolan, nor sem. Ne, težko otroštvo si imel. So mi dali diagnoze, kakšno? Motnja osebnosti, nedefinirano, ali pa generalizirana anksioznosna motnja. Ne, otroštvo se ti vrača. Ne, psihiatri bi pa vse podiagnosticirali. Še faktorsko analizo niso opravili dostojno, da bi se faktori vektorizirali v skupne faktorje. Ker malo na oko, ne, diagnosticira in pa je že vse diagnoza. In zapiše v priročnik in cel svet se po Američanih ravna. Namesto, da bi, ne vem, se s pogovarjanjem prebili do uvida, spoznali in potem simptom zbledi ali pa izgine. Zdravila nič ne zdravijo, sem povedal, pa stranske učinke imajo.
Zdaj to, kar sem povedal, je moralno prav, da sem povedal. Saj nisem edini, ki sem to povedal. Kdo je tole? Peter Goetze, danski zdravnik, še menda psihiater ni, kritizira paradigmo psihiatrov. Gabor Mate, to je pa kanadski Madžar. Točno ve, kako je infantilna v otroštvu doživeta travma ključna za mentalno zdravje. In treba se pogovarjati, ne pa zagiftati s tableti. Ne? In potem se tam prerekajo tej tarči, ne? Zakaj že? Za denar. Kjer bo zdaj dobil vso to rekel, finančno injekcijo od države, ali bo to jo psihiatri dobili, pa psihoterapeuti izviseli, ne? Ali bo tudi psihoterapeuti mogoče dobili na potnico možnost, da zdravijo, ker tisti, ki rabijo pogovor, morajo plačevati. Ne? Tabletka je pa zastonj. Psihiatri pa hodijo okoli sveta na pobudo farmacevtskih lobijev. Ne? Skratka, jaz imam znanja, ki jih nekateri drugi nimajo. In moralno prav je, da se takole izpostavljam, nikamor me ne vabijo, ker 10 let ne smem nikamor, ne? Ker sem sesul 2 družinska zakonika. Kako sem že imel 2012 kampanjo? Levičari za pravice otrok do očeta in matere. Ali pa 2015 za pravilno razrešitev Edipovega kompleksa. Ne? Pa so mi, ne vem, možino so mi enkrat dali, da bi se z mano soočil. Ne? Zdaj pa ima te svoje leve lobije. Ne? Levičari imajo pa vse finance v rokah in pa se tam pretepajo za tiste milijone subvencij. Ali bo dobila teološka fakulteta, pa psihoterapeuti, pa univerza Sigmunda Freuda, ali bo vse pobasali psihiatri, pa klinični psihologi, pa tam še malo socialni delavci. Ne? Pa še tako nekaj povedal. Biti psihoterapeut, ok, ne da je diagnoza, ne? Samo diagnoza, za tiste mlade, pejte se te prvo sterapirati. Za psihoterapijo moraš imeti talent, moraš štekati stvari in ni vsak rojen, ki je malo ranjen za psihoterapeuta. Jaz si nikoli nisem želel biti psihoterapeut, ne? Me pa skozi zanimalo in se propedeutično naučil, kako deluje psihoanaliza, kako deluje duševnost, kaj je psihoanaliza. Ne? Freuda sem bral v srednji šoli, sem imel te podiplomske študije, nekaj omenjenim, tudi psihiatrom. Sem rekel, ko boste imeli tako težke paciente, da jih ne boste znali pozdraviti, jih meni prepošljite. Ne? Ker sem si mislil, da se to da, ne da se tako enostavno. Ampak jaz vem, da imam neko dodano vrednost, si nisem pustil oprati možganov, ne? Vem, da je zdravljenje s tableti konceptualna zabloda, ne? Ampak nov zakon, ki šarlatanom onemogoča psihoterapijo, res je veliko šarlatanov, pa se sebe nimam za šarlatana, pa me tako označujejo, ne? Ker nimam ustrezne izobrazbe, ja, imam pa talent, pa ogromno sem preštudiral. Ogromno, ne vem, zdaj imam 1000 telih pogovorov, 1000 oseb se je prišlo k meni konzultirati. Eni so po par let hodili k meni, ne na mojo pobudo, želeli so si z mano pogovarjati. Ne? Brez talenta se ne da nič. Ne? Šarlatani imajo vsaj placebo učinke in nekdo, ki misli, da bo, ne vem, izganjanje hudiča pomagalo, gre tja in mogoče mu to pomaga. Ne? Izganjanje hudiča načeloma je vezano na epilepsijo, ne? To je popolna zabloda tam tistih eksorcistov. Ne? Mimo grede, da še malo po teološki fakulteti usekam, ne? Pa po hudiču oziroma Bogu. Z molitvijo, sej se da, zato ker misliš, da ti Bog pomaga. Ne? Sej se da tudi z bioenergijo. Pa ne vem s čem, ko imajo razni, ne vem, ogorevci, imajo tam neke pristope bioenergetske, kot placebo finta to deluje, pa ne pri vseh. Tudi tablete, antidepresivi so pomagali tudi takrat, ko so ljudje začeli dobivati pompončke, ker so mislili, da so to tableti in je placebo finta pomagala do zdravitve, ne, ali pa do izboljšanja. Se pravi, placebo finta
na katero stavijo šarlatani, je včasih bolj učinkovita kot recimo zasvinjanje možganskih sinaps s tableti. Ne? Pa odvisen rataš, pa dol ne moreš jeti. Ne? Pa stranski učinki. Ne? Ne? Niso problem šarlatani. Problem so licencirani psihoterapeuti brez talenta. Te so problematični. Certifikat pa imajo. Ne? Oni šarlatani, ne, ki imajo talent. Ne? Ampak tisti, ki z nekimi fintami, šamanskimi fintami učinkujejo na človeka, da verjame, da mu bo to pomagalo, so lahko učinkoviti. To so finte. Ne? Placebo finte. Ok, meni se zdi, da sem dovolj povedal. To bi mogel povedati v mainstream medijih, ne? V nekih soočenjih. Vse moram tole zaljušam v en faktor dati. Ne? Moram tudi na faktorju to povedati, ker pač tole bo videlo par tisoč ljudi, faktor pa vidi 20-30 tisoč ljudi in se jih bo mogoče kaj prijelo. Ne hoditi za vsako figo k psihiatrom po antidepresive, pa antipsihotike, ali pa da vam še družinski zdravnik da antidepresive, zato ker ste malo žalostni, pa malo jezni. Včasih ste normalni, da ste jezni. Normalni ste, da ste žalostni. In ne si z bergami pomagati v obliki tablet. Ok, spoštovani, to je bilo to na 23. september, ko je pred 84 leti umrl oče psihoanalize Sigmund Freud. Čau.